Bilo je megleno jesensko jutro in starejši telovadci so se dobrovoljni in polni energije vračali z vadbe. Njihovi obrazi so v primerjavi s povešenimi kotički, ki so hiteli v službo, naravnost žareli. Morala sem se ustaviti. Tako sem se stopila s kolesa in nagovorila starejše telovadce. Zanimalo me je, ali poznajo kakšnega res dejavnega kolega ali kolegico. Začeli so razglabljati in ugibati, kako je že ime gospe, ki ima več konjičkov kot kateri od četrtošolcev. Kmalu smo jo izsledili. To je dejavna 73-letna upokojenka. Dobro jutro, jaz sem Ana Brlečič, hodim k ročnim delom, hodim na pevski zbor, na vaje, te imamo nastope, doma imamo pa malo vrta, malo to, malo ono, tako da je veliko dela. Pa tudi telovadba, kako vam uspe? Zjutraj pa telovadbi, to smo pa začeli in zdaj hodimo skozi na telovadbo. Na telovadbi pravijo Anica, tam so si s kolegi zelo blizu, pripoveduje. Po treningu na prostem gredo še na kavo, nič drugače ni ob sredah, ko ima pevske vaje. In tam smo tudi zelo, zelo prijatelji. Pride kakšna izjema, tako le kdaj, ampak v glavnem je vse v redu, da se zelo dobro počutimo. Tudi tam gremo potem na kavo, ko imamo vaje. Ana Brlečič poje alt. Ko so upokojenci ustanovili zbor, so se spomnili nanjo, saj na izletih pogosto prepevala. Že kot majhna je rada pela, se spominja, od nekdaj pa so ji všeč ljudske pesmi. Pridi Gorenc, cvete dekletu rožmarin, cvete dekletu rožmarin, oj rožmarin zelen, ne našel bi v deželah treh, fant lepšega noben. Konc. Dosti je. Kot rožmarin poleti je ona z vsemi svojimi dejavnostmi zacvetela v pokoju. Ana Brlečič je poklicno 35 let šivala knjige s šivalnim strojem. Jaz sem hodila v tiskarno, v knjigoveznico in to je bilo kar precej naporno. To polo mečeš pola gorna, pa šiva ta trak, ne po traku. Sam, daj. Tako je, tako je življenje, nimamo kaj. Pa ste že takrat bili telovadka ali to prišlo pozneje? Ne, to smo pa, koliko, 10 let ali koliko je? To smo pa, ko smo bili v pokoju, eni pravi dolg čas mi je, meni ima čas biti dolg čas. Ni edina, pravi, da so nekateri starejši še dejavnejši. A kljub temu si nasmejana gospa zase ni nikoli predstavljala, da bo po desetletjih fizično napornega dela tako zagnana in zasedena upokojenka. Ja, nisem si mislila, sam to pride. Danes to, jutri to. In tako. Ja, ko se zbudim, se lepo pripravimo na telovadbo. Imamo enega kuška, revček je slep, ampak ga vse na telovadbo peljemo. Gre z nami na telovadbo. Ko je telovadbe konec, včasih gremo tudi na kavo tle, drugače pa domov. Zajtrk, potem pa ostale stvari, vse na vrt mal pa tako. Ja. Se ne počutiš dobro, če si samo sedel pa tam, kaj svem, neki denaru. Tako, da je kar treba to. To se dobro počutimo, če gremo na telovadbo. To je lep začetek dneva. Najlepša za konec dneva pa so ročna dela. Ko se Aničin mož zlekne pred televizijo, ona sede za mizo in se loti kvačkanja ali šivanja. Sem prinesla neki sabo stvari, rožice iz najlonk, potem kvačkamo rožice, potem kvačkamo prtičke, potem kartice za čestitke delamo, to je lukence se naredijo, potem se pa to šiva. Tako, da je zelo velik dela. Imamo pa, ena moja prijateljica je vodja tega in ona to vse po temu tudi internetu malo pogleda, kaj bi to, kaj bi zdaj. Uživamo v tem, ne? Jaz delam to za dušo, no. Zanimivo, zaposlena je bila v tiskarni oziroma knjigoveznici in prav tam se je naučila kvačkati, a ne zaradi dela, temveč ne dela. Kvačkati sem jaz začela že, ko sem bila še v službi. Enkrat smo bili en mesec brez dela in potem nam je direktor dovolil, da lahko delamo, kar hočemo, samo da smo tam. In smo se naučile
Večina se nas je učila kvačkati, ene so pletle, ene so to, ene so uno, v glavnem. Pri 45 letih sem se to naučila. Ja. To so bili res drugi časi, ne? Da ste bili v službi. Ja. No, tako. In res so rekli, zakaj pa bi samo v zrak gledali. 73-letna Ana Brlečič danes izdeluje kvačkane broške, prtičke, estetske rože iz najlonk, voščilnice in modne dodatke iz perlic. Pravi, da zakaj takega ni nikoli prepozno. Ne, sploh ne. Na teh ročnih delih je bila ena, zdaj že pokojna, je pri 81 šla na kleklanje in je kleklala. Še njeni bližnji se včasih čudijo, kako ji vse to uspeva pri 4 vnukih in vseh konjičkih. Pravi, da ima srečo, saj je tudi mož zelo dejaven, strasten kolesar. Vztrajata tudi v zakonu in to že 53 let. Ana Brlečič sklene, da je v zakonu tako kot pri vseh stvarih v življenju. Včasih moraš malo zamižati, da lahko pozneje na široko odpreš oči in uživaš v razgledu. Malo moraš tudi nekaj pokažati, ja. Drugače pa sej tudi njemu ni lahko.